Madonca, dobro jutro, Dejan Žnidarčič je z nami. Živjo. Dobro jutro, Ja, tudi to vam. pa ste glasni, se vas sliši nadaleč. Cajtu primerno, ne? Tako je prav. Odkot ste liški pustije, dejte nam povedati, tisti, ki še ne vedo mogoče. Ja, združeni smo v etnološko društvo Liški pustije, kanal ob Soči. Hranjamo to tradicijo tega pustovanja po teh vasijah pod Kanalskim kolovratom. In tako maske so iz bakra pa iz aluminija. To nas malo lepe loči maske. od ostalih, rečemo, slovenskih mask, tako ne, Aha. malo, ja. Koliko so stare te maske, dotične, ki jih imamo tukaj v Te studiu? dotične maske tako so stare tam okrog 20 do 25 let, tako tam okrog nekje. Lepa Te doba. tukaj, ja. In te dni veliko dela, verjetno, že od četrtka prejšnjega, ali kako? Zdaj dejansko že 2 vikenda hodimo okrog, ne, ja. Prejšnji vikend smo bili na otvoritveni etnopovorki na Ptuju, bila sobota. Nedelja smo šli malo na drugo stran meje, smo bili v Špjetru. Zdaj tole soboto in nedeljo smo tudi imeli pustovanje. Sobota smo bili Ribnica, nedelja smo bili po vasijah Kanalskim kolovratom, ohranjali živo kulturno dediščino, pač smo obiskali te vasi. Danes smo tukaj, kar ne smo veliko veselje, in pole popoldne gremo pa še na karneval v Postojno in pole počasi pa bo dovolj tega. Bo dovolj tega. Jutri tudi pokop pusta, imate to tradicijo? Nimamo pokopa pusta, nekaj mi imamo kar celo leto dejansko, tako da je pa bilo tudi v naši tradiciji v preteklosti je tudi bilo veljal ta pokop pusta, ja. Zdaj pa nimamo več, tako da. Več o tradiciji, šegah, navadah v nadaljevanju, mimogrede, a liški pustije pijejo kavico? Lahko kakšno ponudimo? Ja, tudi to pijajo. Verjetno pa ni to prva pijača, ki se pride v hišo, ne? Ja, ne, seveda ne. Med drugim tudi kafe ima, tudi kaj drugega. Tudi kafe, takšna je ura, po 10 bomo pa pol druge zadeve. Evo, ostanite v naši družbi, liški pustije so z nami. Jutranji. Daleč prihajajo iz naših severno-primorskih koncev z dolgo pustno tradicijo. Liški pustije so z nami. En je šel že s kleščami proti meni. Kaj so te klešče, Dejan? Ja, te klešče v osnovi so namenjene, ne, se vemo za ki, ne, ker se pride v kakve vasi, ne, da se lovi otroke, ne, in pa dekleta, ne. To predvsem to, ne. Sicer pa kaj se sestavlja liške pustije? To je več članov oziroma maskot. Ja, tako, zdaj liški pust, če malo tako formiramo, rečemo skupino, ko se neko prej delimo na aluminijaste in pa na tele bakrene, ne. Če predstavim te aluminijaste, to je skupina, so sestavljajo trdi in teljapi. Teljapi so, se pravi, so v začetku povorke, ki gre prvo harmonikaš, potem grejo zraven mladoporočenci, to ženjen in nevesta, potem je zdravnik in pa žandar, ne. To so teljapi, potem pa so trdi, imamo 3 pustice. Ena pustica je z metlo, ena je z orjehi, ena je z dojenčkom, potem imamo vaška posebna dajdama, je puhnala havmo izrasel duh nos, potem imamo rezijana, da popravijo kakve lonce in tako, imamo ženo, ki nose moža v košu, imamo hudiča in imamo tele puste, ki je pa malo več v skupini, ki pa zvoncami potem prehanjajo zimo. Preganjajo. Tako je, ja. Še vedno hodite od hiše do hiše, kako izgleda ta tradicija pri vas v vašem kraju? Tako je, ja, ko sem rekel, da smo imeli zdaj v nedeljo, pač hranimo živo kulturno dediščino, obiščemo te vasi, isto tradicija, isto, ko je bila nekoč, ne, pač isto se pride v hišo, se pač pride noter, se zapleše ali tako, ne, in tako. Pa daj več ali manj samo napred, ne hodimo več po hišah noter, ne, pač stvar se malo spreminja, ampak ja, v osnovi je pa ta tradicija tako ista. Ja. Kako vas sprejmejo domačini? Lepo. Lepo lahko rečem, da lepo, ja. Resno presenečeni, lepo, ja. Vas tudi kaj postrežejo, verjetno ne s kavico, ampak... Ja. Ne manjka tega nikoli, ne. Omenili ste karneval, Ribnica, danes Postojna. Tako. In a tudi kaj zbirate po teh krajih? Vam kaj, ne vem, imate prav tradicijo, da zbirate kakšne... Ma ne, pač obiščemo, pač
kurenti zbirajo recimo robce, to sem mislil. Tega nimamo, Nimate? tega nimamo, ne zbira, tako ne. Kaj pa mladih nagovarjate, jim je znana vaša kulturna dediščina? Ja, to pa lahko rečem, ker mislim, to mi je tako lahko rečemo, ko sem dobil jaz po mojem pokojnem očetu, rečemo, da sem prevzel to društvo, tako da jaz želim, da bi potem nekoč nekomu predal to stvar naprej, da bi stvar šla naprej, ne, tako da imamo mlade in to mislim, da je največji pokazatelj, da smo na dobri poti, da imamo mlade, res. Ko vidiš v društvu fante, osnovna šola, srednja šola, veš, da si na pravi poti in da imajo veselje. Teh pa res ne manjka, tako da. Tako je prav. Ja, tako. Sicer koliko pa je vseh članov? Vseh članov nas je, tako sem jih malo preštudiral, tako 45 sigurno. Wow, lepa številka. Ja, res, tako je, tako. Tam okrog nekje številka, ne. No in člani nekateri nosijo tudi, kot rečeno, klešče. Katero Slovenko bi oni ujeli v vanje, pa preverimo v nadaljevanju. Ostanite z nami. Dobro jutro. Jutranji VIP gostje, kot jih že slišite, liški pustje s svojimi zvonci. Ja, oni se ne šparajo. Danes jih boste lahko videli in slišali v večji zasedbi tudi na karnevalu v Postojni. In omenili smo, za vami res dolga tradicija. Kako daleč sega izdelava vseh teh bakrenih mask? Ja, izdelava teh bakrenih mask, da poznamo to tradicijo, se lahko res zahvalimo Pavlotu Medveščku, ki je puhno sodeloval tudi z mojim pokojnim očetom. Tako da po zapisih Pavlota Medveščka so bile zadnje govorimo o bakrenih maskah, izdelanih ne 2 leti pred 1890, tam nekje. In zadnja taka maska naj bi naše področje zapustila za cajta Soške fronte, ki naj bi jo en italijanski oficir nesel pač za spomin domov. Taka zgodba je bila do leta 2006, ko je ravno Pavlo Medvešček, kateri je v teh maskah pisal, eno tako masko v eni zapuščeni hiši dobil. Tudi imamo zdaj doma v tem našem malo muzejčku, ne, je pa to maska Braje, ne. Tako da je to, mislim, tista maska datira pa moje pred 1900, ne, tako bi rekel. Ja. Koliko so to težke maske, recimo, tudi te danes? Te maske, ki so par kil imamo pa eno tako glavo, mi rečemo maskota, tega pusta, ki ima 8,5 kg, ja. 8 kg, to pa je treba že... Ni vsak za to nositi, ne? Ja, zato pa so taki krepki kako audicijo, kdo ima večjo moč. Ja, že 2 leti prej treniramo. Sicer pa menda ste nedolgo nazaj predstavili svoje puste tudi v Dubaju. Ja, v Dubaj je šlo pa v sklopu ene razstave o staroverstvu in so šle ena maska Bajerja pa ena maska Ramavša, tako da so bile, ja, to mislim, da je najbolj daleč, kamer je segla noha, rekel naša liška pusta. Dubaj smo ponosni na to. Dubaju, zelo lepo. Ja. Sicer pa prej smo že te klešče omenjali, ciljna publika, otroci in žene, ne? Ženske punce. Punce jih pol kaj označite s kakimi barvami? Ne, tega nimamo mi v tradiciji. A ste bolj prijazni? Ja, kukor za koha, ne. Ja, ne. Recimo, katero znano Slovenko bi vi ujeli v svoje klešče? Zdaj gledam tle bolj pustarje. Eden je rekel, da se bo vzdržal, da ne bo samski na današnji dan. Jaz bom rekel isto. Se boste vzdržali? Dobro, mogoče več vidite danes Postojni. Kakšen je pa pri vas tradicionalen sredin dan, ne? Pepelnična sreda, imate kakšne tradicije? Mislim, da je po vseh teh dohodkih zadnjih 14 dni, da bomo jutri verjetno bolj na kavču počivali. Bolj na kavču. Ja, najbrž tako je, ja. Izvedeli smo torej ogromno enih zanimivosti. Liški pustje, nič hvala za obisk v našem studiu. Naj se tradicija širi še naprej. Lahko jaz probam eno tole masko dati na glavo, da vidimo, če je to res kakšna težka zadeva. Očala dol. Aha, ja, očala dol, poglejte. Evo, se slišimo? Ne slišite? Tukaj vas ste prav zanusno, tako. Evo, pa klešče, evo, Dejana bom ujel, tako za vrat ga bom frilu. Hvala lepa za obisk v studiu in lepo budete. Hvala lepa. Makej si šel, Radio Rock.